Pozdravljeni! Danes bomo reviewali novi dodatek za Sims 4, Potovanje v Batu. Začnimo kar s kreacijo svojega Simsa. Potovanje v Batu ima kar nekaj zanimivih oblačil, še posebej za ženske. V paketu se najdejo puloverji in jakne, ter tudi hlače in krila, da dobimo pridih Star Warsa tudi doma. Paket vsebuje tudi 5 novih frizur. Odkrito bi jih lahko dodali več, saj se mi osebno to zdi premalo. Lahko se tudi naličimo, da izgledamo kot druga rasa. Kostumi so zelo dobro narejeni, čeprav si želim, da to ne bi bil samo kostum, ampak vrsta Simsa. Če pogledamo celotno zadevo, na izbiro res ni veliko oblačil in frizur, ampak so vsa zelo luštna in lepo zajemajo vibe Star Warsa. Na voljo imamo tudi 2 novi aspiraciji, Hope vs. Order in Galactic Privateer. Jaz sem izbrala Galactic Privateer, ker ima lep dodatek, ki med teleportiranjem malo zapolni Simsove potrebe. Da prispemo v Batu, moramo samo počakati na klic, ki nas povabi na potovanje. Potrdimo in že potujemo v galaksijo daleč stran. Batu je razdeljen na 3 kampe. Black Spire Outpost, kjer smo začeli, Resistance in First Order District. Ko prispete v Outpost, prvo dobite nekaj začetnih misij, da se spoznate z novim okoljem. Tako izgleda Resistance Camp, kjer se jim lahko pridružite. Imajo svoje plovilo, s katerim se lahko vozite, in jamo za raziskovanje. Imajo več predmetov, kateri vam pri misijah ne pomagajo, ampak so tukaj samo za dekoracijo. Njihov izključno dekorativni namen se mi zdi kot izgubljena priložnost, saj sem s temi predmeti pričakovala več interakcije. Takole pa izgleda First Order District. Ima 2 interaktivni stavbi, cargo building, kjer lahko najdete generala za misije, in trgovino, kjer si lahko kupite drona. Dron vam lahko pomaga pri določenih misijah. Če želite delati misije, morate poiskati osebe, ki imajo nad glavo zlati krogec. Če pa se želite pridružiti s Scoundrelom, morate poiskati Hondo Onaka, ki se nahaja v Ugas kantini v Black Spire Outpostu. Z njim lahko plešete in igrate sebek, ter se dogovorite za misije. Ko končate z vsemi misijami in odklenete vsa oblačila, si lahko kupite lightsaber v Black Spire Outpost trgovini Sevi's Lightsaber Workshop. Z lightsaberjem lahko trenirate sami ali pa si poiščete Simsa za mečevanje. Če želite še dodaten izziv, pa lahko opravite Lightsaber Challenge. Glede challengea bi lahko naredili več, ker ko premagate enega Simsa, se challenge konča, dobite denar in to je to. Potem, ko sem naredila vse dejavnosti in si kupila vse spominke, nisem več vedela, kaj še naj druga počnem. Doma sem si ogledala nekaj novih kosov pohištva. Večina so samo dekoracije in ne dejansko uporabno pohištvo. Večino dolgoročne zabave bo prineslo okraševanje hiše s kalikori, gostovanje zabav v kostumih ali igranje z dronom R2. Potovanje v Batu je bolj podobno obisku tematskega parka. V Batuju namreč ne more živeti in ko sem se vrnila domov, nisem imela razloga, da bi se vrnila nazaj. Misije, ki sem jih opravljala, so ponavljajoče, ampak na začetku zabavne. Jaz sem se imela v Batuju prav fajn, paket mi je všeč, ampak določene stvari še vseeno manjkajo. Čeprav lahko komuniciram s komerkoli in raziskujem kraje, manjka stavb, v katere bi lahko vstopila, v paketu je premalo frizur in novo pohištvo ni interaktivno. Oboževalci Vojne zvezd, ki igrajo Sims 4, bodo v tem paketu na koncu koncev vseeno našli obilo zabave. Bolj resni igralci Simsov, ki ste pa pričakovali več, pa žal ta paket ni za vas. Če pa ste vseeno radovedni, pa paket poskusite in se prepričajte sami.